Ja, gremo kar v drugi del današnje oddaje, z nami je že naš drugi gost, z nami je Tilen Rotič, lepo pozdravljen. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Tisti, ki te ne poznajo, so te verjetno zdaj spoznali v zadnjih parih mesecih, preko talentov. Kljub temu pa ti v bistvu glasbeno pot nisi začel v talentih, drži? Ja, drži, v bistvu se z glasbo res ukvarjam že od čisto majhnega naprej, tako da me spremlja že kar lep čas. Zdaj po talentih pa recimo, da še malo bolj, no. Kdaj se skupaj začelo? Z glasbo? Ne vem, 7 let, 8, ne vem, tam kaj tacka. 7 let, 8. Zdaj, ne moramo mimo talentov, to je pač še kar vroča tema, pa me zanima, kako je sploh ta zgodba se speljala, zakaj si se prijavil, a te kdo prijavil in kak je bil tvoj sploh v bistvu namen tega šova? Ja, v bistvu ta zgodba je malo smešna. Bili smo s kolegicam pa z dvema kolegoma na morju in smo ležali na plaži in smo gledali tam po internetu in je pisali kao neke zadnje prijave na audicije, ne vem, čez 3-4 dni. Pa sem bil tako, ja, daj 5 letos, zakaj pa ne, pa jaz kar joj ne vem, ne. No in pa sem v bistvu res šel predčasno iz morja, da sem šel na audicije, pa se je pa kar vse začelo nekako odvijati. Moj namen s talentom je bil pa v bistvu pravzaprav, da se pač predstavim širši množici in v bistvu začnem lahko svojo glasbo delati, ker mi je potem tudi uspelo, tako da je bil moj cilj res opravljen, tako kot sem si ga zadal. Se pravi, nekega razočaranja, kljub, da nisi zmagal, kljub finalu? Ne, se pravi, da moj cilj je bil res neka svoja pesem, tako da sem to res toliko vesel, da imam zdaj svojo pesem in prav presrečen, da se je to zgodilo, no, tako da res nisem razočaran in sem vesel za Tjašo, ker je res tudi prvoščam, da je zmagala. Zdaj si izbiral samo slovenske avtorje. Ja, tako je. Prosil si pesnarja, plestenjaka, Alfija. Tako. Zakaj? 3 slovenske legende. Ne vem, pa v bistvu že res skozi poslušam slovensko glasbo, tudi pojem več ali manj slovensko glasbo, tudi zdaj, kad delam akustične večere in tako, tudi delam večinoma slovensko glasbo oziroma tudi dalmatinsko, oziroma grem bolj v Dalmacijo, Dragojevič, to še tako. Ne vem, pač enostavno mi je všeč, pa se mi zdi, da če sem v Sloveniji, pa imamo res ogromno dobre in kvalitetne glasbe, zakaj pa ne bi tega podprli. Kaj se je zgodilo po koncu šova Slovenija ima talent? Po koncu šova? Za Facebookom, s telefonom? Kaj se je zgodilo s telefonom? Bil je nekaj časa v mojem žepu. Ne, v bistvu je malo gorel, ampak sem potem grabil kar par dni, da sem šel skozi vse, ampak ni bil prvo po oddaji telefon, prvo so bili neke izjave, potem smo šli pa v bistvu s prijatelji na zdravt, z Ljubljane smo šli, da smo prišli v 3:30 v Kranj in smo potem bili malo skupaj pa jedli, tako da je 3:30 zjutraj, pa smo šli pa drug dan vsako svojo šolo oziroma na faks. Kaj si pa ti s talentom recimo pozitivnega odnesel? V bistvu razen prepoznavnosti, no? Ja, v bistvu same pozitivne stvari, spoznal sem ogromno enih ljudi, hvaležen sem v bistvu vsakemu, ki dela tam, ker pravzaprav, ker gledalci vidijo na oddaji, je samo res 3-urni šov oziroma 2 uri in pol, ker se pa dogaja vse vzadej, je pa ena ogromna ekipa enih umetnikov, enih talentiranih in pa pridnih ljudi, ki ti dajo vsak nekaj, mislim, da tudi tako. Ne vem, no, pač res so vsi v redu tam in tudi s tekmovalci smo se sicer kratek čas družili, ampak glih prav, da smo se zdaj spoznali in da smo tudi zdaj v kontaktih, tako da sem res vesel, da je to za mano. Si po koncu šova dobil tudi kakšne povabila za nastope, za kakšne duete, kaj takšnega? Ja, definitivno vabila padajo in sem zelo vesel za vabila, ker pač res nastopam rad, ne. Za duete so bila tudi vabila, oziroma sem tudi jaz imel kakšno vabilo za koga, ampak kaj bo pa nastalo, bomo pa videli. Pa si pevec, recimo, ki je rad solist, ali imaš raj, recimo, da še imaš koga zraven sebe na odru? Pa v bistvu sem res odprt za vse, no, tako, rad sem solo, všeč mi je, če je kdo zraven na odru, ne vem, kakšne klape, kakšen duet, mogoče karkoli, pač glavno mi je, da se s tem, kaj delam, pač res začutimo, da smo v dobrih odnosih in mislim, da če se čuti energija med nastopajočimi, se potem tudi v muziki čuti, tako da to je glavno. Zdaj gledam to, da si trenutno poješ samo slovenske pesmi, boš pri tem ostali tudi kakšna angleška? Zaenkrat ostajam kar pri slovenski glasbi, ker je še veliko, katere glasbe nisem odpel. Zdaj v kratkem delamo z bandom, ki so bili z mano na talentih, delamo cover
od ene slovenske glasbenice, ne ostane še skrivnost. Potem pa počasi prihaja še nov komad, ki bo pa tudi slovenski, no, tako da gremo kar slovensko naprej. Očitno deluje, ne? Očitno. Kako bi pol ti ocenil leto 2018 verjetno kot zelo uspešno? Uspešno, pestro, nepozabno, pa ne vem, mogoče malo mučno na čase, ampak se izplačali. Te kje ustavljajo recimo na ulici avtogrami? Pa avtogrami se mi zdi, da so to bolj stare scene, to so bolj kakšni selfiji, pa kakšne take stvari, no, tako. Pa je tega veliko? Se otepaš? Pa v bistvu ne, mislim, veliko, pač ljudje te ful tako gledajo na ulici, ni pa zdaj tako, da bi bilo moteče, to pa definitivno ne. Edin v kakšnih klubih zvečer pa recimo je pa to tako malo, ker so ljudje bolj zgovorni in pa bi se vsi malo pogovarjali. Tako. Ja, zdaj, danes si nam v bistvu prišel pokazati tvoj v bistvu prvi komad, ki ga pa nisi sam v bistvu napisal, samo zapel. Tako, prvi komad, za vam jaz te pogrešam, napisal ga je Nino Ošlak, oziroma melodijo, besedilo naredil Pirkovič, spot pa Marko Mag Production, noter sodeluje tudi Tim Udovič, finališčova Slovenija ima talent, pa tudi Tim Nuč, ki je pa iz Flipping Arta, tudi iz talentov, pa njegova punca Laura Škvarc, tako da smo skupaj ustvarjali res en tak zanimivo balado. Ima kakšno sporočilo v bistvu ta pesem? Definitivno ima sporočilo, naslov je že Jaz te pogrešam, zdaj se mi zdi, da vsako življenje koga pogreša, lahko na ljubezenskem področju, lahko na kakšnem drugem področju. Načeloma je bila to mišljena kot ljubezenska balada, no potem sem pa dan pred finalom izgubil babi. In v bistvu zdaj vsakeč, ko pojem to pesem, z naslovom Jaz te pogrešam, imam v bistvu v mislih tudi njo, no, tako da se vsakeč zelo naježem, ko pojem to pesem, tako da ima v bistvu še globje sporočilo, ne samo ljubezensko. Kako ti je bilo v bistvu po taki težki izgubi čez dan v bistvu nastopiti v šovu in biti vesel? Ja, pa v bistvu se mi zdi, da ne vem, ali pri glasbenikih, ali pri igralcih, ali pri komorkoli, se mi zdi, da take stvari ne smejo vplivati na tebe, seveda vplivajo, definitivno misliš na to, ampak takrat tistih par minut oziroma pač tisti dan se res koncentriraš na eno stvar, moraš pač iti prek sebe, no, tako da recimo ne vem, tudi če igralcem se zgodi, ker recimo v družini, pač mora tisti večer iti odigrati, ne vem, komedijo zaradi mene, pač daš to nekako ven takrat. Je bilo pa verjetno ene z najtežjih nastopov za tebe, ne? Definitivno psihično najtežjih, ja, tako, ker se je res veliko odvijalo v tem času, delali smo komad, prišla je ta smrt vmes, potem itak še finale, nekaj je bil, tako da res je bilo ful enih dejavnikov, ful enih stvari, potem smo imeli še takrat na faksu nekaj koncertov oziroma kolokvije, tako da je bilo kar pestro, no, ampak dobro, je za nami. Se zadeve kaj umirjajo ali še kar pester tema? Pa v bistvu sem mislil, da bo po talentih pa tako, se rekel, zdaj pa končno malo konc, malo miru, malo dopusta, ampak ne, v bistvu zdaj še kar isto, oziroma smo kar delamo, kar je v bistvu prav, no, v bistvu se delo šele potem začne, se mi zdi, ampak če delaš z veseljem in če delaš glasbo, seveda se mi zdi to res samo plus, oziroma v zabavo, veselje, tako da ja. Omenil si veliko obveznosti, imaš recimo tudi kaj prostega časa, da kaj za sebe recimo vmes postoriš? No, ta teden ni glih prava izbira za govoriti o prostem času, drugače načeloma ostane seveda prosti čas in definitivno ga vedno namenjam prijateljem, ker se mi zdi, da se pač itak premalo družimo, oziroma če se prek kamerc in tega in zelo rad grem ven z ljudmi, zelo rad se pogovarjam, tako da če imam kakšno urco frej ali pa karkoli, sem vedno, gremo na kavo, a se vidimo, tako da to mi je res sem rad z ljudmi. Če sem pa sam s sabo, pa verjetno me najdete nekaj za klavirjem, ko pojem, tako da v bistvu mi je glasba prostočasna dejavnost in študijska dejavnost in poklicna dejavnost. Glasba, ne? All over the place, ja. Prednji gremo na reklame, še mogoče eno kratko vprašanje. Kako misliš, da so sedaj, da so gledalci, poslušalci sprejeli tvojo recimo prvo pesem? Si zadovoljen? Jaz sem zelo zadovoljen, dobil sem veliko pozitivnih odzivov oziroma same pozitivne odzive. Res sem vesel, da je tako izpadla, kot je. Sploh zato, ker se mi zdi, da prvi komad je le prvi komad in ostane prvi zavedno in prvega ne pozabiš nikoli. Tako da sem res zelo vesel takih odzivov, no, in tudi sam sem zelo vesel.
vem zdaj, v kakšno smer iti naprej. Tako da ja, super. Evo, tako, mi bomo nažalost zdaj zaključila. Pred nami so še zadnjič naši zlati sponzorji, potem pa gremo nazaj v živo v oddajo Top Music. Za najboljše rezultate ne pristajaj na manj. The Nutrition, največja mreža specializiranih trgovin s športno prehrano v Sloveniji. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Včasih, ko je vse skozi potrebno, da si v trendu z lokacijo in svojimi prostori, smo naš frizerski salon posodobili in ga postavili na novo lokacijo. Najdete nas lahko v prostorih hotela Celeja, kjer vas bomo postrigli ali pobarvali po najnovejših modnih trendih. Prepričani smo, da boste od nas odšli z nasmehom. Prisrčno vabljeni v naš sodobni frizeraj na Fuš. Evo, smo že nazaj, še vedno je Tilen z nami, nisi nas zapustil. Ne, še vedno sem tu. Ti je udobno na naši sedež. Super je, odlično. Ok, pred koncem smo nažalost, ampak vseeno me zanima recimo ta spot, ki ste ga snemali. Ne? Ja. Vedno se ga vprašam, recimo, ko snema prvi spot. Je bilo naporno, je bilo zabavno in seveda, ali je v bistvu boljše recimo koncertirati, pet na odru ali snemati video spot? V bistvu je snimati spot nekaj čist druge kot pet pred živo publiko. Ja. Definitivno je tvoja publika takrat izključno in edino kamera, tako da je pač definitivno malo drugače. Snemali smo v Ljubljani na -3 stopinje, 6 ur in pol. Zeblo? Zeblo je ful zeblo, ker sem bil napravljen točno takole, sam še plašč sem imel čez in to je to. Zeblo nas je vse zelo fajn, no, je bilo pa še vse zelo zabavno, ker smo bili v zabaviščnem parku in smo se pač mi vmes zabavali na igralih, tako da je bilo super. Aha, se pravi, rekel si, da je pa petje pa lažje v bistvu. Ja, petje pa v bistvu super za spot, ne, ker imaš v bistvu že posneto, ko da samo usta odpiraš, ni panike, ja. Si zadovoljen z končnim izdelkom? Zelo sem zadovoljen in res še enkrat hvala v celi ekipi, no, tako da res sem vesel, zgleda ful lepo, ja, super je. V kratkem tudi par nastopov sledi, ne? Kje te bomo še lahko videli? Ja, zdaj najbližje se bliža v soboto, ko imam na Primskem in v Kranju svoja prva dva velika koncerta, en je ob 5, en ob 20 uri, tako da za ob 5 je še nekaj kart, lepo vabljeni. Potem so pa kar naprej en za drugim nanizani, no, tako da spremljate Instagram, pa boste zvedeli vse, kje, kdaj, s kom in kako. Bil si tudi v Celju na enem koncertu, v znanem slovenskem lokalu. Tako je, bil sem v Pišek baru, bilo je super, imeli smo akustični večer, bil sem na radiju pri vas v Celju, prihajam 16. februarja
sem v Celje, v City Center bomo imeli koncert, tako da, evo, Celčani vabljeni, Celjani. Kako te je celjska publika sprejela? Ej, super, ful odprti ljudje, zelo sem vesel, da tudi na tem koncu Slovenije poslušate, ne vem, mene, tako da res super, no, hvala vam, tak odziv, super. Tvoji cilji za leto 2019, kaj bomo še videli? Najmanj 3-krat pridemo v Celje, to, kot je bilo letos, potem pa definitivno nova skladba, mogoče še kakšna nova skladba, to je v bistvu moj res cilj, delati novo glasbo, narediti kakšen cover še posnet, pa definitivno kakšni fajni nastopi za mano, kakšni akustični večeri, tako da ja, glasba. Glasba. Tako. Super, mislim, da smo povedali vse, kar smo želela. Jaz se bi zahvalil, da si prišel na studio, da si se malo pokazal našim gledalcem in gledalkam. Tako. Zdaj pa za konec te pa najbolje, da kar v bistvu sam napoveš še uradno tvoj videospot, ki ga bomo zdaj zavrteli. Velja, tako, sedaj bomo pogledali spot z naslovom Jaz te pogrešam, gre za moj prvi avtorski komad, tako da, izvolite.